Spoštovani novoizvoljeni predsednik Državnega zbora, spoštovane gostje, spoštovani gosti. Ja, danes je prav poseben dan, ko se nahajam v dveh funkcijah, dopoldne sem bil še župan, zdaj nisem več in zato mi je pripadla še zadnjič ta čast, da sem slavnostni govornik. Danes obeležujemo in seveda tudi v prihodnjih dneh se bomo spominjali rojstva naše države. Sam se ga spominjam, bilo je leta 1991, bilo je 26. takrat je bila proslava, 25. je bila razglasitev, proslava je bila potem na Trgu Republike naslednji dan in vem, da je bilo takrat, bil je prijeten poletni večer in spremljali smo tisto dogajanje. Tisto dogajanje je bilo samo vrh ledene gore ob vseh pripravah, ki so se dogajale prej, kajti osamosvojitev Republike Slovenije je bila dolg proces, ki se ni začela in končala takrat, ampak se je začela že mnogo prej. In to, da smo takrat uspeli dobiti svojo državo, je bila velika čast, velik privilegij, pravzaprav pa tudi čudež. Kajti takrat je v tujini, pa še kje, malo kdo verjel, da bomo Slovenci res dobili svojo državo, da bomo sposobni obstati kot narod, kot dvomilijonski narod med drugimi narodi, ki so nas v preteklosti tudi zavojevali, ki so nas v preteklosti nekateri hoteli tudi izničiti, ki nam niso želeli priznati sploh obstoja, kaj šele, da bi govorili svoj jezik in da bi imeli nekoč svojo državo. Leta 1991 je to postalo mogoče. To je postalo mogoče tako preko modrosti politike, kot tudi preko sposobnosti obrambno-varnostnih organov in pa seveda vsega prebivalstva. Osamosvojitev ni bila samo zasluga nekaterih, kot lahko danes kdaj tu pa tam, kje slišimo. Osamosvojitev je bila zasluga celotnega naroda. Če takrat ljudje ne bi stopili skupaj, če ne bi verjeli v to osamosvojitev, potem je tudi zagotovo ne bi bilo. Tudi takrat so bili politiki razdeljeni. Tudi takrat niso imeli vsi enakega mnenja. Tudi takrat si je vsak po svoje predstavljal, kako naj bi vse skupaj izgledalo. Celo grb in zastavo so seveda sprejeli en dan prej, tik pred zdajci, tako da bi se skoraj osamosvojili pod neko drugo zastavo. Ampak danes, ko gledamo nazaj, na vse te zadeve pozabimo in smo seveda vsako leto znova veseli in ponosni, da imamo svojo državo. Vsaj tako bi moralo biti. A ni vedno tako. Včasih slišimo, da bi bilo celo boljše, če bi bili pod Avstrijo. Včasih slišimo, da bi bilo boljše, če bi imeli nazaj Jugoslavijo. Marsikaj slišimo. Ampak ne eno in ne drugo, verjetno v drugih okoliščinah, mogoče bolj premišljenih, ne bi bilo izrečeno. Mogoče to izrečejo samo tisti, ki premalo premislijo. Kajti trpljenje naših prednikov skozi stoletja, zlasti tudi v 20. stoletju, je bilo preveliko, da bi tako razmišljali. Dolžni smo tudi Kamničanu Edvardu Peperku spoštovanje do lastne države. Kajti tisti, ki je dal svoje življenje zanjo, tisti, ki je bil ranjen ali je koga izgubil v vojni za osamosvojitev Republike Slovenije, pa čeprav je bila kratka, verjetno česa takega ne bi rad slišal. Smo pa dolžni vsi, ki soustvarjamo to slovensko politiko, stopiti skupaj v pomembnih trenutkih in doseči, da bodo ljudje spet verjeli v to. Kajti ljudje morajo verjeti v lastno državo,
narod, ki ne verjame v lastno državo, narod, ki ne verjame lastni politiki, tak narod bo težko obstal. Zlasti v današnjih časih, ki so turbulentni časi. Ne vemo, kaj se bo dogajalo pri nas in okoli nas. Ne vemo, kakšna bo gospodarska situacija v bodoče. Ne vemo, kaj se bo dogajalo tudi na kriznih žariščih. In zato je še tako bolj pomembno, da se zavedamo, da imamo svojo državo in da moramo narediti vse, da jo bomo ohranili. Ker če jo bomo samo enkrat izgubili, je ne bomo dobili nikoli več nazaj. To je bila samo enkratna priložnost, ki smo jo izkoristili in se nam ne bo več ponudila. Po 27 letih lastne države bi bil že čas, da bi začeli gledati naprej. Da bi presegli jamranje, da bi presegli nezadovoljstvo, da pa bi seveda ob pravih problemih znali najprej seveda kritično kaj povedati, a samo kritizirati ni dovolj. Treba se je izpostaviti, treba izbrati pogum in le pogum vodi k spremembam. Spremembe pa so vedno in povsod nujne, kajti brez sprememb tudi razvoja ni. Ne spremembe zaradi sprememb samih, ampak zaradi nas in zaradi celotne države. Ker če bomo tičali na mestu, potem uspeha ne bo nikjer in nikoli. Verjamem, da to znamo, verjamem, da to zmoremo in verjamem, da nam bo tudi uspelo, da bomo čez 30 let ali pa mogoče niti ne več mi, da bomo praznovali visoko obletnico države z zavedanjem, da je bilo vredno in da smo lahko ponosni na to novodobno zgodovino. Ne da nas bodo enkrat zanamci preklinjali in rekli, kaj so pa ti takrat mislili. To je največ, kar lahko nekdo v politiki ali na katerekoli drugem odgovornem mestu da lastni državi. Za državo se je treba truditi vsak dan posebej in ni samoumevna, nikakor ne. Zato vam seveda iskreno čestitam ob prihajajočem prazniku, da bi ga praznovali v krogu tistih, s katerimi ste radi in da bi se vsi skupaj zavedali, da je Republika Slovenija naša domovina, čeprav nismo vedno zadovoljni z njo in verjetno tudi nikoli ne bomo povsem. Drage občanke in občani, dovolite mi še, da se vam zahvalim za vsa leta, ko sem bil lahko z vami, da ste mi dali možnost in priložnost, da sem lahko vodil občino Kamnik. Zame je bila to velika čast in privilegij in tako sem to funkcijo tudi vedno jemal. Zato se poslavljam od vas in z te funkcije zavedanjem, da sem dal vse od sebe, kar sem lahko in verjamem, da bo Igor Žavbi to funkcijo do novih volitev upravljal ravno tako zavzeto. Po volitvah pa takrat pa nihče ne ve, kdo bo na tej funkciji, ampak kdorkoli bo, mu je treba stati ob strani, kajti župan potrebuje podporo občank in občanov, drugače ne more narediti nič. Hvala lepa. Spet je večer in so sledi med lučkami na daljnem